Zadnji dobri 3 meseci so prikazali vse plati kapitalskih trgov po močnem padcu tečajev do približno druge polovice februarja je sledila rast praktično vseh naložbenih razredov. Tako so bili v drugem letošnjem četrtletju najdonosnejše delnice malih podjetij, ki so pridobile skoraj četrtino vrednosti. Sicer so delnice na globalnih razvitih trgih zrastle za približno 17%, od tega v Ameriki za 19%, v Evropi za 13% in na Japonskem za 15%. Z enakim odstotkom so vrednost v četrtletju pridobile tudi delnice trgov v razvoju, kjer je bil najdonosnejši brazilski trg z več kot 20% rastjo. Kot rečeno, tudi drugi naložbeni razredi so imeli donosno četrtletje. Evropske podjetniške obveznice so zrasle za kar 5%, bolj tvegane, tako imenovane high yield obveznice so zrasle za 11% in državne evrske obveznice za slaba 2%. Tudi zlato je zraslo, merjeno v evrih, za 13%. Med sektorji omenimo predvsem nadaljevanje nadpovprečne rasti sektorja informacijske tehnologije, ki pa sta mu tokrat sledila sektor trajnih potrošnih dobrin in sektor surovin in materialov. Apple, Amazon, Microsoft in Google so ohranili svojo dominantnost in prisotnost v klubu podjetij s tržno kapitalizacijo višjo od 1000 milijard dolarjev. V četrtletju pa so nase zopet opozorili pri podjetju Tesla, tokrat za rekordno proizvodnjo. Cena podjetja se je v četrtletju podvojila, v juliju pa do dneva, ko so objavili, da so tik pred zagotavljanjem avtonomne vožnje 5. nivoja, 5. ravni, zrasla še za četrtino pod črto. V poletje smo vstopili z relativno močnim optimizmom na kapitalskih trgih. Anketni kazalci, ki merijo pričakovanja podjetij, kažejo na okrevanje, ki močno spominja na črko V. Ekonomije po svetu se odpirajo in ljudje se več kot očitno vračamo k svojim običajnim vsakdanom. Zelo verjetno, da bomo v tretjem četrtletju tudi preko rasti bruto družbenega produkta zaznali okrevanje, ki bo nadpovprečno. In že v preteklem četrtletju smo ugotavljali in poudarjali, da je gospodarstvu na voljo izdatna pomoč s strani držav in centralnih bank, in na tem področju se kaj bistvenega ni spremenilo. Še več, pričakujemo celo nadaljnje dodatne svežnje pomoči. Zavarovalni moment bo še naprej virus COVID-19. Države se očitno izogibajo popolnemu zaprtju in tudi sami menimo, da do takšnih ukrepov, kot smo jim bili priča marca in aprila, ne bo prišlo. Kljub vsemu COVID seveda predstavlja neko grožnjo in posamezne ukrepe v smislu omejevanja druženja, doslednega distanciranja, strožje kontrole na meji bi lahko prišlo, kar bi znalo seveda nekoliko ohladiti precejšen optimizem na kapitalskih trgih. Delnice imajo po našem mnenju pomembno primerjalno prednost v razmerah ničelnih obrestnih mer, ponekod celo negativnih. Umik z delniških trgov zaradi virusa, zaradi pandemije, zato po našem mnenju ni smiseln. Svetujemo pa za naslednje četrtletje prestrukturiranje portfelja v smeri nevtralne strukture. V družbi za tretje četrtletje preferiramo razvite trge, med njimi predvsem Ameriko in Evropo. ZDA imajo najbolj dodelano monetarno politiko, v pripravi pa je tudi nov sveženj fiskalnih pomoči vreden okrog 1000 milijard dolarjev. Če ne upoštevamo še večjega svežnja,
ki je bil zaenkrat sprejet samo s strani demokratske stranke, tako imenovani Heroes Act, ki predvideva pomoč v višini 3000 milijard dolarjev. V razmerah pandemije je prednost ameriškega trga tudi večji delež sektorjev, ki so se izkazali v preteklosti za odporni na pandemijo, na karantene. To je predvsem sektor informacijske tehnologije. Ne pozabiti pa seveda ne smemo tudi na močno prisoten optimizem na ameriških kapitalskih trgih. Evropa ponuja vlagateljem zrelejši pristop do soočanja z pandemijo in kar presenetljivo enotnost držav glede 750 milijard evrov vrednega svežnja pomoči, o katerem se ravno zdaj dogovarjajo. Rdeča nit naše sektorske alokacije je še vedno odpornost podjetij na virus COVID-19. To odpornost zaznavamo predvsem pri sektorju informacijske tehnologije in osnovnih potrošnih dobrinah, pa tudi sektorju komunikacijskih storitev. Pri obveznicah stavimo na višje kreditno tveganje in pa državne obveznice evrske periferije. V družbi ostajamo dolgoročno naklonjeni delnicam, bolj tveganim naložbenim razredom. Nizka ničelna donosnost netveganih naložb je gorivo za tvegane naložbe in tako bo ostalo še kar nekaj časa. COVID-19 bo poskrbel za disrupcijo v posameznih sektorjih, kjer bomo s časom seveda priča večjim prilagoditvam, spremembam, novim poslovnim modelom, ki bodo bolj odporni na ovire pri socialnih stikih. Če prilagoditev ne bo možna, bo nastopila seveda tako imenovana Schumpeterova kreativna destrukcija in na njihovem mestu bodo zrasla nova podjetja. V imenu Triglav skladov vam želim prijetno in mirno poletje.